Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Marsikaj pravijo, naj bi se spremenilo tudi za Slovenijo, zdaj, ko je predsednik Združenih držav Amerike postal Donald Trump, ki ima seveda Slovenko za ženo. No, ampak ali se bo res in ali v Sloveniji znamo res do popolnosti izkoristiti vse naše turistične znamenitosti in naravne danosti? To je danes tema in ob meni eden največjih strokovnjakov za marketing in turizem, oziroma turistični marketing, dr. Miletič, eden največjih strokovnjakov ne le v Sloveniji, ampak v Evropi in svetu, bi lahko rekli. Gospod doktor, hvala, da ste si vzeli čas. Ja, nimam dosti, dober dan. Torej, kot sem že v uvodu povedal, tema je, ali znamo Slovenci svoje turistične znamenitosti dovolj dobro iztržiti. Ja, ne znamo. Ne. Mislim, to je pod nivoja. Mi smo v bistvu otopeli turistično, ne, se pravi, take zmožnosti, ki imamo mi, pa ne izkoristimo, to je katastrofa. Takih primerov, ko pri nas stvari celo propadajo, namesto da bi z njih zlata naredili, je, ne vem, nešteto. Pa jih lahko par naštejete mogoče? Pa ne vem, zdaj tako hitro z glave, tu v Rogaški je ta voda, ki zdravi, zaprto, zdravi vse živo, dona teče iz zemlje. Tam, če priješ, nikoli ni nobenega. To recimo v tujini bi bila vrsta do Bistrice praktično, ne, kilometrska. Ne, ampak mi tega ne znamo prodati. Ne. Isto je Postojnska jama, čujte, mi smo bili na tem, da jo zasipamo. Jedva smo toti vlak povlikali. Imamo tam človeško ribico, da imajo to tujci. Bitje, tako, ki ne spada v naša leta življenja, ampak spada daleč nazaj ali pa naprej, ali kako hočete. Vglavnem iz tega tako famo naredijo, čujte, tam to bi mogle biti obleke, to bi mogli ti zaposleni hoditi oblečeni človeške ribice, na avtocesti te prehitevati s kombijom, kazati ven za vid, dol za Postojno. Mislim, vse posod v teh počivališčih bi človeške ribice mogle streči, to bi moglo biti človeška ribica, lent, bi cela Slovenija, ne. Vse je tam gužba, ampak premala, še vedno premala in mi ne znamo. Ja, kaj pa zdaj recimo konkretno Sevnica in Melania Trump? Tam ne bo nič, ker tam je Bog s prazno vrečo mahno, ne. Tam tudi, če bo prišel kdo z Amerike, kaj bo tam, ki? Samo oni niti prav ne vejo, ki je bila, kaj je bila, ono sem pa tja. Zdaj se bi trebala zgodba narediti. Da, recimo, to prevzame moja agencija. Takoj hopa, 2 sestri mlajši, še živita tam. Treba neke ribi namestiti, neka komada strašna. Plača, da je v Ameriki članek, 2 sestri, mogoče celo še kakšna sestrična. Lepotice, genska zasnova taka, ker ima cela familija tako in tebi začeli dreti ti bogati dol. Tebi se mi zidali hotele, vse, ki bi spali, bi njih čakali. Sebe štipa najdeš tote domnevne sestre, tudi take, da zapravi denar, zdaj on lahko prije nazaj pa reče, da je svakinjo, ne? Rukno, ampak glej, taksa ostane tu, pa davek, ne, to moramo vedeti, ne, ona dobi svoje, pa se to je sestre bi menjavali, ker to bi verjetno gužva bila, ne, vse tega kadra pa ja imamo na borzi, veš kaj ti hočemo reči. Mi smo premalo konkretni v teh zadevah, ne, ker zdaj tam bo oni lutali, pa to ti sevnici, če tam ta strah postane pod dnevi, kaj boš tam delo, ki, ne, se da biš da ona niti prav ne pove, odkot je, mislim, pove, ampak ni zdaj ono, ne, da bi pa rekla, to je moj hometown, kaki ne, se veš, malo tudi nerodno, ampak gled, dalo bi se to dvigniti, to je cela regija tam živela. Pusti cviček, od tega treba živeti. Moš 200-300 met familije na zalogi, familije pa narekovaj, ker to bi bile kolone. To je tako ena mini študija, zdaj brezplačna, drugače pa slabi smo mi slabi. Ja, najlepša hvala, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.